občutki energija. Ljudje imamo fizično telo, mentalno telo, duhovno telo in pa čustveno telo. Še najbolj se vedno nekako lovimo okoli mentalnega telesa in čustvenega, se pravi okoli misli in naših občutkov. Seveda osnova je energijsko telo, ker energija je na prvem mestu, s katero delamo, kar delamo, poganjamo svoje telo, delamo stvari, ki jih delamo. No, potem pa so že tukaj misli in pa naši občutki. Zdaj rečejo, da so misli na prvem mestu. Res je, vedno je najprej neka misel in za njo pride nek občutek. In zdaj, mi preko dneva, ko hodimo okoli, gremo v službo, pridemo domov, naredimo kosilo, gremo ven in tako naprej, smo ves čas v interakciji z drugimi ljudmi. In ko nam neka oseba, bomo rekli, stopi na žulj, nas ali užali, ali prizadene, ali nam kaj reče, tudi včasih rečejo kar tako, pa se mi v bistvu užalimo, takrat se znotraj nas nekaj naredi, nekaj se premakne. Lahko te zaboli na srcu, lahko se ne počutiš dobro. In to je en tak krasen trenutek, ko si ti v stiku s svojimi občutki. Ker smo naravnani tako, da potem rečemo, ja, ta oseba me je prizadela, zakaj dela tako z mano, govori tako z mano, zakaj je vedno isto in tako naprej. To ne pomeni, da je ta oseba karkoli kriva ali odgovorna za to. V bistvu gre zate, ker imaš ti znotraj sebe neko nezaceljeno rano, nek spomin iz preteklosti, ki ni še razrešen, ki ni popolnoma razumljen, nek dogodek, ki ni razumljen iz preteklosti, recimo. In potem pridejo te osebe in nam stopajo stalno na eno in isto rano. To je tako, kot če bi seveda tukaj rano in bi mi stalno nekdo takole drezal. Vsaka bi prišel mimo, bi naredil, kaj pa imaš tole, kaj pa imaš tole? Zakaj se treba dotikati tega, ne? Enako je z našimi čustvenimi ranami. In te čustvene rane, če jih mi ne zacelimo sproti, so ves čas odprte. In smo mi dejansko ves čas nekako na voljo oziroma na tak čuden način smo odprti navzven. Jaz ne zdaj misliti, da se je treba zakleti, narediti zid okoli sebe 3-metrski, da ne bo noben mogel zraven gledati te rane, sploh ne. Ampak pozdraviti to rano, ozavestiti, zakaj se ti to dogaja, oziroma zakaj te boli. In to se mi zdi, da je tukaj vedno največji problem pri ljudeh ta, vključno z mano, da si priznaš, da te je nekdo prizadel. Jaz sem imela s tem velike težave. Jaz sem se vedno naredila močno, to ni zame, kaj boš ti mene. Tudi če so me recimo ljudje prizadeli ali kakorkoli, sem se jaz naredila znotraj sebe, gremo naprej, jaz sem super, jaz sem krasno, wow, kar žarim, To in čas še gre, ali pa po določenem času tudi to več ne gre, ker duša ni neumna, duša si želi, da se ukvarjaš z njo in da se pozdraviš. Zato, ker duša si želi, da se izrazi. Izraziš se pa lahko takrat, ko imaš te rane pozdravljene. Sicer ne vse, ne boste misliti, da morate najprej se pozdraviti, pa se boste potem izražati. Ne, sploh ne. To, kar čutiš ti le dej iz sebe ven. Vedno pa poglej si še ta drugi del, ta
čustveni del. Tako zvečer si naredi malo pregleda, kaj se je zgodilo čez dan, a te je kdo prizadel, a te ni, kako si odreagiral, odreagirala, kje je še tisto, ali pa, kje se ti ponavljajo stvari, recimo. Ker jaz vidim pri meni, se ponavljajo stvari, dokler jih ne razrešim, se mi eno in isto stvar ponavlja. Zdaj, ene stvari so precej v večjem obsegu in rabim dlje časa tudi, da jih razrešim, tako da ne gre to čez noč, in tudi druge stvari, da ne boste mislili, da bo šlo to kar tako. Bo šlo v skladu z vami, z vašo namero, z vašo zavestjo in z vašo potrpežljivostjo in ustrajnostjo. Naj pa še povem to, da je za celjenje teh ran in za soočanje s svojimi občutki potrebna energija. Pa smo spet pri energiji. Za vse je potrebna energija. Za spremembe, za premike, za delovanje. Če hočeš več narediti ali pa ustvariti recimo svojo vizijo, potem rabiš veliko energije, res veliko. Zato, ker tvoja vizija stoji na tvojem stebru, bomo rekli, ti jo moraš peljati. Ne bo nekdo ti dajal, boš dobil podporo, seveda, ampak ti si tista gonilna sila, ki pelje naprej in bo ustvarila to, kar si je zamislila v glavi. Zato vam priporočam, da si čim prej najdete tehnike za dvig energije, da delate na sebi, zato ker vam bo to dalo tisto notranjo izpolnjenost, en tak lep občutek znotraj sebe. In še dobro delate zase, ker vse te stvari, ko vlagaš vase, se ti obrestuje. In to govorim dolgoročno. Mogoče se takoj še ne vidi, ampak na dolgi rok se pa sigurno pozna. Če želite razrešiti svoje občutke, lahko pridete tudi k meni na terapijo. Delamo individualno. 1 na 1 se lepo pogovorimo, naredimo par tehnik in potem gremo v polnjenje ali zdravljenje, kar je pač potrebno. Drugače je pa polno videov, polno navodil, polno knjig na to temo, tako da kar v akcijo, ne čakati, ampak gremo naprej. Lepo bodite in se vidimo spet v naslednjem videu. Čau, čau!